Midva sva se zdajle srečala, mogoče zaradi tega dogodka, ki se je zgodil. Novo knjigo si izdal z naslovom Magija, most med znanostjo in religijo. Pa preden bi šla v strukturo, ki sem si jo zamislil, ne, mi je bilo zelo zanimivo, ker si na Facebooku napisal, da je to knjiga, ki je najboljša, tvoja, in da si jo tudi najdlje ustvarjal, ne mogoče pisal, ampak ustvarjal. To si tudi v knjigi na začetku omenil. A bi me lahko malo popelil čez ta proces nastanka te knjige? Torej najprej, zasnova knjige je nastala, mislim, da 10 let nazaj. Torej točno, ko sem dobil idejo, da bi pisal knjigo, jaz potem uporabim tudi Jyotish svetovalko, da mi pove, kdaj je najboljši portal, prehod za to, da začnem, torej ta začetek, ker že to je del magije. Potem sem začel pisati in seveda najprej sem ugotovil, da zlahka pišem. In potem, ko bi se morala zgoditi naslednja faza, torej ko knjiga začne pisati mene, takrat se zares začne proces. Takrat sem ugotovil, da imam premalo znanja, da imam preveč blokad še vedno, torej da nisem na dovolj visoki stopnji zavesti, da bi lahko napisal tako zahtevno knjigo, kot je magija. Namreč to je eno področje, ki je v resnici v družbi stigmatizirano. Ko ljudje slišijo magija, takoj pomislijo, to je pa nekaj slabega, torej magija je nekaj slabega. V resnici pa redko kdo razmišlja, in ravno to sem želel v tej knjigi poudariti, da je magija vsak proces, ki se zgodi. Vse, kar mi počnemo, je magija. V nasprotju z religijo, torej religija pravi, naj se zgodi Božja volja, ali pa pri muslimanih inšalah, in se počaka, da se bo zgodila Božja volja. Vendar to ni dovolj za aktivno življenje, to ni dovolj, ker moramo tudi mi nekaj narediti. In zaradi tega je pa magija tista, ki to udejanja. Jaz včasih v šali rečem, da sem podizvajalec božanskega. Torej, od zgoraj dobim impuls, jaz pa to izvedem. Ampak tako so tudi drugi ljudje, samo o tem ne razmišljajo. Potem pa ko sem dobil, namreč prvi delovni naslov na začetku je bil, ker so me na to nekako pripravljali moji učenci, vseh 25 generacij, da potrebujejo knjigo, ki bo razložila črno magijo in uroke in kako to deluje, kako se proti temu boriti, kako to prepoznati in tako. In to je bil prvi naslov. Potem sem pa videl, da je to preveč ozko, da je magija torej nekaj več in da magija recimo, oziroma če bi rekel tako, religija jemlje ali pa dobiva moč od zgoraj. Znanost razišče na materialni ravni, torej materializirane sile, ki jih lahko dokaže, jih razišče, magija pa uporabi eno in drugo in to udejanje. Zato je čisto vsako dejanje je magijsko dejanje. Tudi to, kar midva zdaj počnemo, je magijsko dejanje. Namreč, ker značilnost magijskega dejanja je, da ima nekaj najprej namen, potem začetek, potem glavni del in potem zaključek. Seveda, ob tem je zelo pomembno, torej pri magiji, da mora proces, magijski proces oziroma mag, ki to izvaja, mora na nek način okupirati vseh 5 čutil, da se ti potem umakneš iz zunanjega sveta, da ne percipiraš zunanji svet, ampak proces, navodila, sugestije in tako naprej. In to je magijsko dejanje. Zdaj mi dva tle pravzaprav smo na nek način ujeta v to, torej ta vizualno zaznavo je tu, slušna zaznava je tu, na koncu koncev krilim z rokami, ko govorim, to je tudi torej, dotik na nek način, torej dotik je širše jemlje, dotik ni samo fizični, ampak dotik je tudi energijski dotik. Morda, če bi želela še bolj to poudariti, bi imela tu še neko podlago glasbo, pa še morda prižgano neko palčko ali nekaj, da še vonj, torej da čutilo vonja še zavzame in to je to. Ampak ta magija se dogaja tudi pri računalniških igricah. Torej, če želi
tisti, ki je ustvaril igrico, imeti popolno magijo te igre, potem mora vse narediti, da tisti, ki igra to igro, da izključi vsa čutila, da dobiva samo čutila iz igre. Ne? In recimo znanost danes zelo dobro to zna raziskati in dokazati, da dogajanje v telesu, namreč mi na vse, karkoli se nam dogaja v mislih, v zaznavi, percepciji, mi se odzivamo tudi telesno, torej fiziološko. In so ugotovili, da telo se odziva fiziološko enako, če nekdo doživlja v stvarnem, realnem življenju nek dogodek ali pa v igrici. In zaradi tega ta igrica je tako zanimiva, zaradi tega ustvarja ta virtualni svet, ki je verjetno prihodnost, in to doživljajo ljudje in v igrici je vedno zanimivo, v zunanjem svetu je pa včasih dolg čas.